Sem Draga Potočnjak, dramska igralka in pisateljica in avtorica knjige Skrito povelje, ki je izšla pred 3 leti pri založbi Sanje. V njej sem razkrila zgodbo in ozadja sestrelitve helikopterja, v katerem je umrl moj svak Toni Mrlak. Torej, že dobršen del svojega življenja spremljam to zgodbo zelo od blizu in pravzaprav je pretresljivo današnji, da se stvari od takrat, od leta 1991 niso spremenile, še vedno poslušamo iste laži. Ko je začela moja sestra iskati pravico in resnico o sestrelitvi svojega moža in urejevati njegov status, je hodila od Poncija do Pilata, odpirala vrata za vrati. Na drugi strani so bili ljudje, ki so gledali skozi njo. In so se delali, da ne vedo ničesar, ne vedo in ne poznajo pravega razloga, zakaj je bil njen mož sestreljen. Jaz sem Emilija Mrlak, žena Tonija Mrlaka, pilota sestreljenega helikopterja v Rožni dolini nad Ljubljano leta 1991. Meni je v bistvu neprijetno, da se moram znova in znova pojavljati v javnosti. Zastavljajo mi vprašanja, zakaj po 25 letih sem zdaj na sodišču, tožim in ne vem, vse te stvari, kar se pač dogajajo. Jaz se nisem to spomnila zdaj po 25 letih, ampak jaz se v bistvu 25 let ne to grem, ampak to poskušam pripeljati do konca, to stvar, priti resnici do dna. Nekaj mesecev je še do 27.6. Preti zastaranje in meni se je zdela to zadnja možnost, da jaz poskušam doseči pravico in resnico o tem dogodku, o tej sestrelitvi. Zelo mi je žal, da se nasprotna stran opira samo na neke besede, se pa vztrajno izogiba vsem dokazom, dokaznemu materialu, vsem pričevanjem in nekaj ljudi v tej naši ljubi Sloveniji, lahko jih rečem 10 ali nekaj, že vztrajno 25 let širi svojo resnico, ampak jaz bi to resnico zdaj po tolikih letih lahko poimenovala širi svoje laži. To je prvič, da sem rekla, da lažejo, ampak po 25 letih mislim, da tudi če sem izbirala besede in nisem hotela biti ne direktna, ne žaljiva, mislim, da pa zdajle pa ne morem to drugače povedati kot tako. Zelo me tudi boli to, ko govorijo, da je moj mož bil sovražnik države, da je sovražnik vojske, slovenske vojske, pardon, da sem jaz sramotim in blatim osamosvojitelje. Ne blatim osamosvojiteljev, vsaka čast osamosvojiteljem, ampak naj se te nasprotniki zavedajo, da ni bilo 10 osamosvojiteljev. Med osamosvojitelje jaz štejem cel slovenski narod. Mi sami, družina, smo
že nekaj mesecev po sestrelitvi prišli do zelo natančnih podatkov. Pravzaprav do njih ni bilo težko priti. O tem si ni upal nihče pisati. Noben novinar si ni upal o tem pisati. Razen Tomaža Bukovca, novinarja Nedeljskega dnevnika. O tem so si upali spregovoriti Tonijevi sodelavci, njegovi najbližji sodelavci. To so bili tisti, ki so bili v skupini, v ekipah, ki naj bi preletele na slovensko stran v primeru, da Tonija seveda ne bi sestrelili. Ljudje okrog brigadirja Krkoviča in tudi sam Krkovič in celo slovenski mediji govorijo o tem, da je bila zadeva 3-krat zavržena na tožilstvu, kar seveda ni res, zato ker je tožilstvo ni 3-krat obravnavalo, ampak jo je obravnavalo samo enkrat. Prvič je ni obravnavalo zato, ker je Tomaž Miklavčič ugotovil, da je helikopter padel, se pravi, da si ni upal zapisati, da je bil sestreljen. To je bilo februarja 1992. leta. Leta 1997 je potekalo neko interno dopisovanje med dvema tožilcema in dejansko šele tretjič, ko je moja sestra podala kazensko ovadbo na tožilstvo, da bi seveda to potem tožilstvo sprejelo po uradni dolžnosti, šele takrat je prvič slovensko tožilstvo obravnavalo ta primer, ga zavrglo. Ker je bilo zavrženo, je moja sestra prevzela osebno kazenski pregon. O ničemer pravzaprav, kar govori nasprotna stran, ni dokazov. Celo dokumenti koordinacijske skupine, ki jih je podpisal Janez Janša, jih ne bi smel podpisati. Zapisane so pod napačnimi opravilnimi številkami in tako dalje, da bi bile zabrisane sledi.